Slovenci, Slovenija najostreje obsoja nezakonito, neizvano in neupravičeno vojaško agresijo Ruske federacije proti Ukrajini. Ukrajini je takoj ponudila podporo in zatočišče. Ob še zelo živem spominu na napad tako imenovane Jugoslovanske ljudske armade ob osamosvojitvi leta 1991. Slovenci veliko bolje razumemo položaj, v katerem so se znašli Ukrajinci. Zato je Slovenija na podlagi izkušenj lahko na ravni Evropske unije suvereno nastopila v pogajanjih za okrepitev podpore Ukrajini. Evropski parlament je včeraj sprejel dokument z naslovom Resolucija Evropskega parlamenta o ruski agresiji na Ukrajino, ki so jo podprle vse politične skupine in za katerim stojijo vse vlade evropskih držav. Evropska unija še nikoli ni tako enotno podprla tako konkretnih ukrepov za obrambo svojih demokratičnih vrednot. S tem dokumentom je Evropska unija potrdila, da takega ravnanja, kot si ga je privoščila Rusija, ne bo nikoli dovolila in nikoli sprejela. K besedi sedaj vabim podpredsednika slovenske vlade in ministra za gospodarski razvoj, gospoda Zdravka Počivalška. Izvolite. Žalosten sem, ker vas danes nagovarjam na tem dogodku. Žalosten. Ampak žarek upanja mi vliva dogajanje danes tukaj v Ljubljani pri organizatorjih te prireditve ukrajinski skupnosti v Sloveniji. Žarek upanja mi vliva tudi številno prebivalstvo v Kijevu, Harkivu, Somiju. Moram povedati, da pozdravljam tudi naše evropske sestre in brate, ki na svojih domovih branijo svoja življenja in svobodo. Po začetnem presenečenju in zgrožanju pred 7 dnevi, ko je bila Ukrajina napadena, me je spet na nek način prevela žalost. Žalost, da je možno v 3. tisočletju za dosego svojih ciljev pobijati ljudi. Žalost zato, ker sem na nek način odrastel v generaciji, ki se je o grozotah druge svetovne vojne na nek način informirala iz pripovedovanja svojih staršev in starih staršev. Vendar je kljub vsemu prišlo do tega, da nekdo hoče ustvariti svoje cilje z metodami, ki v 3. tisočletju niso sprejemljive. Slovenija želi biti prva med tistimi in storiti vse, da zaustavimo to noro morijo. Bolje kot drugi. Bolje kot drugi poznamo razmere na tem področju. Bolje kot drugi vemo, kaj si želijo Ukrajinci, svobode in svojega samostojnega odločanja o njihovi prihodnosti. Vendar tudi bolje kot drugi vemo, kakšna je mentaliteta tistih, ki napadajo. Zato bolje kot drugi vemo, da je samo ena pot, da se cel svet združi v tem in zaustavi to morijo. Na tej poti nobeno polovičarstvo in pa kalkulantstvo ni možno. Zato me veseli, da smo v Evropski uniji enotni pri vseh aktivnostih, da to noro vojno zaustavimo. Zato verjamem, da bomo v Sloveniji naredili vse, da bomo našim ukrajinskim bratom pomagali pri njihovem pravičnem boju za svobodo. Slava Ukrajini!
Rok!